Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes tudi odgovarjam na vprašanja. Pred kratkim sem dobila vprašanje, kako si pomagati pri pljučni emboliji, se pravi težave s pljuči. In mogoče poznate koga, ki mu bo odgovor pomagal, na splošno pa, glejte, pljuča predstavljajo vdih življenja. Pa pojdimo najprej na čustveno plat, pa potem še tehnično. Zdaj, če si gledamo, kaj se zgodi, ko se rodimo. Vdih, ne? Se pravi, pljuča prvič razširimo, vdihnemo zrak. In potem, kaj nam pa blokira dihanje, je pa sigurno strah. Ker strah se dobesedno usede na prse. In kar pomislite, ko se nečesa ustrašimo, naredimo, a je to tako? V bistvu ta del, tukaj je točno, poleg tega, da je to sedež duše, je tudi sedež strahu. In bolj kot nas je strah, bolj kot težko dihamo, težko zajamemo zrak, bolj plitko dihamo, manj dihamo s prepolno in avtomatično naše celice dobijo manj kisika. Pojdimo najprej na to, kako počistiti strah, oziroma vsi tisti, ki imajo težave ali pa imate težave s pljuči in ne nazadnje, zdaj le tale virus, glejte, ta virus, koronavirus, dejansko seje strah. Bolj kot nas je strah, bolj... Ne? In druga stvar, strah glede preživetja. To je dejstvo, da zdaj prav seka ta strah glede preživetja, ker dejstvo je, da določene panoge so začele odpuščati in ja, vedno, ko je strah, je potem še pol preživetje, kako preživeti in ne samo, da blokiraš ta del pljuč, ampak blokiraš celo telo. Ker zdaj, če pogledamo, pljuča prenesejo radost življenja vsako celico. In recimo, kar pomislite, greš nekam, kjer je fino, kjer je fajn, kjer se zabavaš, kjer vriskaš. In to vse dih, a je to tako? Ali pa plešeš. In takrat, ko nas je pa strah, pa zadržuješ dih. Ne? In kaj se zgodi? Ves strupa ostane v celicah, več kot je strupa v celicah, bolj povzročamo sami sebi bolezen. Ne? Ker ogljikov dioksid, se pravi strupeni del zraka, ne pride ven. V bistvu, če si predstavljate, to je tako, kot ste kdaj že kurili ogenj in točno veste, kako je, če ujameš dim pod neko preprogo ali pa v bistvu, da daš ruto čez, se napolni s tem dimom. No, tako je z ljudmi, ki ne dihajo s polnimi pljuči, ki si ne upajo vdihati dih življenja. No, tako da zdaj najprej je strah. Strah glede preživetja, spet smo pri mišičnem testu, preveriti svoja podzavestna prepričanja, če imate težave s srcem, se pravi srcem s pljuči, vdihnemo, izdihnemo in dovolite, da odnihate na svoje ime. Se pravi, če jaz rečem, jaz sem Minka ali pa moje ime je Minka, grem naprej. In če rečem, jaz sem Polde, kar nisem, grem nazaj. No in zdaj, če sama pri sebi preverjam moja podzavestna prepričanja, lahko rečem, tako ne, mene je strah življenja, grem nazaj. Če bi imela ta strah, bi šla naprej. In se pravi, ne moreš vdihati. In to lahko sami preverite, svoja podzavestna prepričanja. Zdaj pa, če gledate v knjigi Louise Hay, boste prebrali, radostno vdihujem življenje. Ampak dejstvo je, da če te je strah, je to daleč od radosti. In dajte začeti uporabljati afirmacijo. Dovoljujem si zajeti življenje s polnimi pljuči. Dovoljujem si. Ali pa sprejemam vso energijo tega stvarstva. Ali pa izpuščam ali pa dovoljujem, da odide vse, kar me duši. Ne? Blagoslavljam to z ljubeznijo in dovoljujem, da pride nova energija v moje življenje. No, tako da te pozitivne afirmacije sigurno vam bojo pomagale in mogoče en recept, gledajte, kako se je zgodil, vem, da sem o tem že govorila, ampak vseeno. V drugem razredu sem imela učiteljico, ki je bila, pač, cepljena je bila na čistočo. In kdor ni imel pošlihtane čevlje, je zahtevala, da napišeš 100-krat, vedno pospravim čevlje.
In jaz sigurno vsaj enkrat nisem pospravila čevlje, nisem imela zloženih čevljev in sem pisala, vedno pospravim čevlje, vedno pospravim čevlje, vedno pospravim čevlje. In jaz še danes pospravljam čevlje. Mislim, vedno imam zložene čevlje, mogoče je bilo tako, vedno imam zložene čevlje. In če vidite, da vam drugače se ne more zabiti v glavo, si pa pište. Ali pa mogoče, veste, kaj se ti kakšna butasta pesem predvaja po možganih in jo ne moreš nehati poslušati in prepevati in besedilo je toliko brisano, da ti že gre na živce. No, na to besedilo si sestaviš svojo pesemco. Radostno dovoljujem, da radostno sprejemam življenje. In si to prepevaš, ker v bistvu je tako, kot bi naredil reprint. Veste, da gre čez, povoziš tisto staro z novim programom. Zdaj pa pojmo na tehnično. Tehnično, če si predstavljate, v bistvu drugače ne morem narisati pljučne mešičke kot neko krošnjo, kot drevo. Glejte, na ta način. In zdaj, če si predstavljate ta pljučni mešiček, dejansko se lahko vname, lahko se zapaca, lahko postane nepretočen. In v bistvu mi moramo te pljučne mešičke sčistiti, da pride do tega, da čim več oddajajo kisika, da pride do izmenjave. Tako po kmečko pač jaz razumem, kako grejo te zadeve, ne? Ker s pljuči mi vdihnemo in mi govorimo za drevesa, da so pljuča zemlje. Ampak dejansko, tako zgoraj kot spodaj, tudi mi imamo te pljučne mešičke, dobro, to si res jaz po kmečko predstavljam, če bi jih povečali, nastane kot neko drevo, ne? In to pomeni, vsi smo že videli amazonski gozd, ki je požgan, ki je posekan. No, tisti, ki imate težave s pljuči, to so vaša pljuča. Zdaj pa kaj lahko naredimo? Prva stvar, nehati se zastrupljati. Se pravi, vsi tisti, ki kadite, prenehajte. O tem sem že snimala video, kako prenehati kaditi. Jaz sem kadila 10 let, sem nehala kaditi in vem, da vsak lahko prestane s to nezdravo navado. Ker, glejte, delaš tihi samomor. Ko se začneš bolj ceniti, ne rabiš več tihega samomora. No, zdaj pa naslednja stvar, kaj pa vpliva na to, da spravi te strupe ven iz tega, da tale drevo počisti in da se poveča pretok nove energije čez ta pljučni mešiček. Prva zadeva, kar moramo razumeti. Česen, čebulnice vsebujejo žveplene snovi, ki delujejo na to, da topijo sluz v pljučih. Ampak ne samo to. Delujejo tudi na to, da delujejo na tiha vnetja na celični bazi, zaščitijo žile, da ne propadajo. V bistvu česen, čebula, por, potem tudi drobnjak, seveda, vse to vsebuje snovi, ki delujejo na to, da se sluz iz pljuč sčisti ven. Kaj vam priporočam? Začnite delati smutije. No, veste, mi Slovenci načeloma tega zelenega dela pri čebuli ne porabimo. Ampak vemo pa, da v drugih državah, recimo v Rusiji, pa pojejo vse, kar zraste iz čebule ven, enostavno takoj pojejo. No in sploh, če imate svoj vrt, in ni potrebno, da imate svoj vrt, imate okensko polico, pa dajte posaditi tam mlado čebulo. In to, kar zraste ven, to je polno C-vitamina, silicija, polno selena, žveplenih snovi, ki so prav za čiščenje pljuč. No, naslednja zadeva. Za čiščenje pljuč in tudi, mogoče vam bom dodala mogoče slikco ali pa povezavo, materina dušica. Materina dušica je tudi kot mini drevo. No, si mogoče lahko predstavljate, kot mini drevo s pljučnimi mešički in dejansko deluje na to, da se sčistijo pljuča. Kdor ima težave s pljuči, naj si prsni koš masira v smeri urinega kazalca, zato ker dodajate energijo, in tudi zadnji del se masira v smeri urinega kazalca. Na ta način spodbudite tudi to pretok na energijski ravni na vaša pljuča. Kaj lahko še naredite? Naslednja stvar, se pravi, jaz moram pisati česen, naslednja stvar je pa E-vitamin. E-vitamin je pa
vitamin, ki dovaja kisik v pljuča, v možgane, poveča prekrvavitev, deluje prekrvavitev v drobne kapilare. Za vse tiste, ki imate težave z žilcami, da vam pokajo, E-vitamin preprečuje pokanje žil, tudi C-vitamin. E-vitamin je vitamin mladosti. Kje ga dobite? E-vitamina je ogromno v vseh oreščkih. Mandlji so skoraj avtohtona zadeva. Vemo, da Primorci, imate mandlje. Mandlji so odlični, ker imajo ogromno količino prav E-vitamina. Hkrati imajo pa dva ključna minerala, in sicer eno je magnezij in nekaj imajo kalcija. In zdaj, če gledamo prav razmerje, da pride do najboljše vezave kalcij-magnezij, imajo mandlji 2:1. In to je najboljša vezava. Tako da za vse tiste, ki imate težave s pljuči, začnite jesti vsakodnevno eno pest mandljev, in če je le možno, pejte k kmetom, primorskim, in boste dobili domače mandlje. Če greste na Hrvaško, ravno tako dobite domače mandlje. Zato, ker ti domači mandlji, zakaj je pomembno, niso škropljeni proti plesnenju, medtem ko po večini trgovinski so škropljeni, in zato je tako pomembno, to je pa zdaj pozor, potrebno jih je namakati, ker v nasprotnem primeru pod prvo vnašate noter herbicide pa pesticide, ki jih ne rabite, se pravi ta sredstva, ki so za zaščito proti plesnenju. In druga zadeva, vsebujejo mandlji in tudi vsi ostali oreščki, vsebujejo zaščitno snov proti kalenju, in to je žveplena snov, ki deluje na izplavljanje joda iz telesa. Jod pa po drugi strani je spet potreben za razstrupljanje. Tako da obvezno pač oreščke namakamo. Kaj je še pomembno za pljuča? E-vitamin omega-3. Omega-3 je pa zadnja v tej zbirki za pljuča. Omega-3 pa na splošno deluje proti vnetjem, tako da je res pametno, da poskrbite za zadosten vnos omega-3. Večkrat uživajte lososa. Omega-3 rastlinskega izvora se nahaja v algah načeloma. Pri meni lahko dobite omego-3, ki ima pa noter lososa, skušo, tuno in čune. V glavnem in je kombinacija, glede na to, da ima tuno, poseben postopek čiščenja težkih kovin, zato ker, glejte, vse morske ribe so onesnažene, in če ni posebnega čiščenja težkih kovin, kam se pa težke kovine potem naložijo? Na pljuča, na mehka tkiva, in smo tam. No, tako da v glavnem, to so zdaj te ključne zadeve za razstrupljanje. Zdaj pa, če se za konec dotaknem še pljuč na čustveni bazi. Pljuča so povezana s srčno čakro. Srčna čakra je čakra radosti, je čakra, ki napaja vse ostale čakre po našem telesu. In bolj kot smo v žalosti, tukaj zadej je timus. Timus je pa žleza, kjer se proizvaja imunski sistem. In dejansko ljudje, ki so utrujeni od življenja, veste, ko se ti duša utrudi, se utrudi tudi timus. In timus se napaja direktno z radostjo. In ljudje, ki so kronično žalostni, se zmanjša ta žleza in pade imunski sistem. Zato, glejte, virusi pa pljučne embolije ne bojo imele nobene moči nad vami, če boste živeli bolj radostno, da naredite kdaj kakšno traparijo, da se včasih smejete, ne vem. Mi imamo domače živali in imamo 2 mucki pa kuža. Toliko se jim nasmejim, toliko so smešni, luštkani vnašajo radost. In zanimivo, zadnjič enkrat, ena od hčerk je ležala na kavču in je prišla točno tle gor, na prsa. Živali čutijo in prav mucke čistijo energijsko polje. In zdaj pomislite, mucka, ki prede, mucka s svojim predenjem vnaša vibracijo, in ker vnaša vibracijo, ta vibracija vas zdravi. Čakajte, zdaj bom pa dala na pauzo in grem iskat mojo mucko, boste videli, kakšna je že naša Lili. No, noče več. V glavnem, to je naša Lili. Čakaj, kam bo zdaj ti pobegnila? V glavnem, ta mucka, ta je tak srček, se pusti in da jo obračamo okrog in da jo mečkamo.
Manj prede, ta druga mucka pa prede, ta pa pride, pa masira, pa masira, pa masira. In ja, to je radost. Dajte si nabaviti kaj takega, nekaj za radost. Ker to, kar bo vam večalo vašo radost, bo večalo tudi vašo življenjsko energijo in bolj kot bo večalo vašo življenjsko energijo, lažje bo življenje. In ja, tukaj je pa tisto, kar napaja vse ostalo. Tako da imejte se lepo, delajte tisto, kar vas osrečuje in vaš svet bo postal bolj srečen.